Na to, kako se počutimo, vpliva veliko stvari. Smo dobili kartice in smo pač povedali, če vplivajo dobro na naše duševno zdravje ali slabo. Smo predebatirali, kaj je mogoče za enega ni prav, mogoče za enega je prav. Jaz se počutim čez dan, ko sem s prijatelji. Moja prijateljica, ki je bila tudi tle, obiskuje z mano odbojko. Kako pa bi vi prepoznali posameznika, ki je duševno zdrav? Ni strah izraziš čustva. Pripomoremo s temi delavnicami, da se več govori o tem, da se sploh spregovori o duševnem zdravju. Pogovarjamo se pri razredni uri, ko je kaj narobe z nekom ali pa če kdo nagaja ali pa tako. Meni se zdi ta tema dosti pomembna, ker se mi zdi, da dosti otrok pač se spopada s tem. In se mi zdi ful pomembno, da se govorimo o tem. Vsak od nas se kdaj počuti mogoče tudi slabše ali pa naleti na kakšno težavo, ne? Duševno zdravje pa pomeni, da se ljudje zmoremo učinkovito spoprijeti s stresom in težavami, ki jih doživljamo. Mladi so izvedeli tudi, Če smo v velikem stresu, kako si lahko pomagamo, komu se lahko zaupamo, poiščemo pomoč. nekateri mladostniki imajo občutek, da težave, s katerimi se spoprijemajo, pestijo samo njih in da morajo vse rešiti sami. A to ne drži. Se mi zdi tudi, da so zelo hvaležni, predvsem mogoče tisti mladi, tisti mladostniki, ki pa v trenutku izvajanja delavnic pa res mogoče doživljajo kakšno globjo stisko, kakšno večjo težavo. Tudi na osnovni šoli Koper je bila večini delavnica A se štekaš všeč. Med delavnico sem se počutila prijetno. Sproščeno, Ne maram, da je toliko intimnih stvari notri. nimam strahu govoriti. Mislim, da bi mogli imeti še veliko več takih delavnic.